Torej, danes smo se zbrali tukaj na Gospodarski zbornici na osnovi tekmovanja Eurocloud Slovenije in Eurocloud Europe na področju računalništva v oblaku. Zbrali smo najboljše iz Slovenije, ki so dobili tudi nagrado najboljših v Evropi. Ravno pred 10 dnevi smo namreč v Evropi dobili zmagovalca na področju največjega vpliva računalništva v oblaku na poslovne modele s podjetjem GoOpti. Torej, to podjetje je bilo prepoznano kot podjetje, ki ima največji evropski potencial s pomočjo tehnologij, ki jih razvijamo v našem kompetenčnem centru. Imeli smo tudi drugega najboljšega na področju mobilnega zdravja, torej podjetje Mesi. To so bili pač najboljši primeri dobrih praks v Evropi. Imamo pa vsako leto tekmovanje ponavljamo, tako da tudi drugo leto ga bomo in vabimo tudi nova slovenska podjetja k temu tekmovanju, ker želimo pokazati, da slovenska storitve, slovenska podjetja imajo storitve, razvijajo storitve, ki imajo potencial na globalnih trgih, na evropskih in na globalnih. Jaz sem Maja Fujan, prihajam iz podjetja Datalab in sicer sem vodja marketinga za Slovenijo in za tuje trge. Za nagrado Eurocloud smo se potegovali s produktom Phantom Farming. Gre za rešitev namenjeno pokrivanju poslovnih procesov na kmetijah. Se pravi namenjeno za kmetijstvo, celovito, od živinoreje, govedoreje, vinarstva, sadjarstva, skratka zelo celovito pristopamo k tem, da pomagamo kmetu voditi poslovne procese. Seveda je pa tudi ta naša rešitev integrirana z vodenjem računovodstva. Se pravi, kmetijsko računovodstvo, ki je mogoče v zadnjem času, bom rekla, bolj taka pereča tema, ker se ne samo, da se nekako, bom rekla, uveljavlja in postavlja, ampak dejansko večje množstvo kmetije tudi morajo voditi kmetijstvo, računovodsko kmetijstvo. In oddajati seveda poročila, to je tudi povezano z evropskimi sredstvi, ki jih dobijo, kar pomeni, da morajo potem v zameno tudi oddajati določene zadeve, določene postavke. Skratka, v vsakem primeru ne pride na slovenskem trgu in seveda potem za vse države, kjer smo prisotni, pač upoštev, da se potem zadeve vodijo celovito. Mi smo bili na področju Slovenije zmagovalci v kategoriji najboljša storitev v oblaku s produktom Phantom Farming in prišli na evropsko raven in v Luksemburgu v bistvu prišli med finaliste. Načrti v bistvu za prihodnost za Phantom Farming vsekakor širitev na tuje trge. Odprli smo tudi podružnico v Švici, ki se specializira za prodajo tega produkta, tako da v vsakem primeru pač naši načrti gredo v to smer, da razširimo po državah bivše Jugoslavije, Bolgarija, Švica, odpiramo tudi v bistvu Poljska, Romunija, skratka, da čim bolj, bom rekla, celovito pokrijemo trg s tovrstno rešitvijo. Sem Jakob Šušterič iz podjetja Mesi. Mi smo sodelovali pri nagradi Eurocloud z našim merilnikom oziroma z našo medicinsko opremo za domačo diagnostiko. S tem sistemom smo tudi del tekmovanja Qualcomm Tricorder X-Prize, ker smo se v septembru uvrstili tudi med 10 najboljših na svetu in tekmujemo za nagrado v vrednosti $7 milijonov. Namen tega sistema za domačo diagnostiko je, da bo pacient oziroma individualnemu uporabniku diagnosticiral 15 bolezni in pa meril 5 življenjskih znakov. Znaki so recimo frekvenca dihanja, srčni utrip, krvni tlak, količina kisika v krvi in pa temperatura in pa 15 bolezni, ki nekako najbolj prizadanejo zahodno populacijo, recimo melanomi, potem vnetje ušesa, vnetje grla, hipertenzija, atrijska fibrilacija, vnetje mehurja in tako naprej. No in ta naprava bo generirala neka obvestila za zdravnika, ki jih bo torej prejel, jih bo pogledal in pa seveda potem pacienta napotil ali neposredno na specialistično obravnavo ali bo pacientu poslal domov že zdravila oziroma plan terapije oziroma ga bo poklical k sebi ambulanto za dodatne diagnostične preiskave. Namen splošnih zdravnikov je, da svojega pacienta
pošljajo na pravilni specialistični nivo oziroma začnejo z zelo zgodnim zdravljenjem. Vendar imajo splošni zdravniki pri tem velik problem, ker jim primanjkujejo 3 ključni podatki, ki jih uporabijo pri diagnozi. In sicer primanjkuje jim torej podatek o pacientovi zgodovini, primanjkuje jim medicinskih podatkov iz naprednih diagnostičnih rešitev in pa primanjkuje jim v ogromni meri tudi znanje oziroma informacije iz pacientovega vsakdanjega življenja. No in MESI Tricorder sistem bo zagotavljal ravno te informacije, ki bodo zdravniku pomagali pri tem, da bo svojega pacienta lahko zelo dobro obravnaval. Prihajam iz podjetja Sunesis. Naša rešitev Cumulus omogoča integracijo SaaS aplikacij in klasičnih aplikacij ter IoT naprav. Torej, rešitev je namenjena integraciji in sinhronizaciji podatkov iz različnih virov. V letošnjem letu smo prejeli nagrado za najbolj inovativno rešitev, oblačno rešitev. Smo pa tudi finalisti startup leta. Naši načrti za prihodnost so usmeritev v tujino, se pravi najprej bližnje države, bližnje sosednje države, nato pa Evropa in pa naprej ZDA. Na Univerzi na Primorskem sodelujemo z slovenskim podjetjem Temavista, ki je organizator nizkocenovnih prevoznikov po Sloveniji in do najbližjih letališč. Njihova blagovna znamka je GoOpti. In projekt GoOpti je v zadnjem letu uspel že neparkrat tako na nacionalni kot na evropski ravni. Lani smo dobili nagrado za najboljši poslovni model, tudi zaradi vzvoda, ki nam ga da računalništvo v oblaku. Letos smo v Londonu bili med 4 finalisti za nagrado foruma Cloud Innovation World Cup foruma. To je nagrada na svetovni ravni za najboljše cloud storitve, torej storitve računalništva v oblaku. No in ravno kar smo se vrnili iz Luksemburga, kjer je GoOpti dobil nagrado za najboljšo evropsko storitev iz oblaka z največjim poslovnim vplivom, torej Best Cloud Business Impact Award. Zdaj veseli nas, da so nas prepoznali, predvsem zaradi tega, ker prihajamo iz manjše države in smo imeli zelo tesno konkurenco. GoOpti v Sloveniji poznajo praktično vsi, zaradi tega, ker ponuja nizkocenovne prevoze. To pomeni, da imamo zelo veliko uporabnikov. V tujini pa o GoOpti še ne vejo veliko. To pomeni, da ta nagrada nam pomeni kot en zelo veliko spodbudo na naši poti, ki je globalna. Namreč GoOpti namerava v naslednjih nekaj letih odpreti podružnice v vseh evropskih mestih in tam začeti izvajanje storitev nizkocenovnih prevoznikov pod isto blagovno znamko, to je blagovno znamko GoOpti. Lepo zdrav, Tomaž Frejlich iz Kekovnika. Že 3. leto zapored delamo projekt Start Cloud, v katerem mlada podjetja in mlade ekipe izobražujemo in jim pomagamo na teh prvih korakih do trga. Predvsem je cilj, da v 3 do 4 mesecih pridejo od ideje do prvega prototipa, ki ga v nekaterih primerih celo prodajo oziroma za katerega najdejo prve uporabnike. Čez 1 mesec bojo znani finalisti, tako da smo še v procesu, je pa v samem izobraževanju bilo več kot 20 projektov. V lanskem letu je bil pa zmagovalec Enolize, ki je tudi danes bi mogel biti tukaj, ampak nažalost ga jaz nadomeščam. Oni se ukvarjajo z nadzorom fermentacije vin, izdelali so cloud aplikacijo in namenski hardware. V lanskem letu, začetek leta so prišli dejansko z idejo, danes po 1 letu imajo investitorja, ki v njih investiral 50 000 evrov, bolgarski LunchHub, izdelali so prve produkte in tudi prve produkte uspešno prodali in jih ravno kar testirajo in umerjajo v samih vinskih kleteh.